Suša za nekatere prebivalce Rogaševcev še vedno pomeni, da bodo ostali brez pitne vode. Razočarani so na državo, ki ne najde denarja, da bi vodovod dokončala. Še preden gre v službo, Stanko Holsedel odpelje polno gasilsko cisterno pitne vode po ozki cesti v hrib do domačinov, ki so zaradi suše ostali brez nje. V cisterni je 6000 litrov vode, kapacitete bazenov pa so različne, od zaselka do zaselka, od 6 pa tudi do 30 000 litrov. So pa kapacitete različne. Imajo ljudje od 6000 pa vse do 30 000, odvisno kakva velika vaška skupnost je, kjer uporablja ta lokalni vodovod. No, gasilci, tukaj ste vajeni tega početja, tega razvažanja vode, ko je suša, torej ko ni vode. Povejte nam, zakaj to počnete oziroma zakaj se tudi sami nekako čutite dolžne, da pomagate ljudem na tak način? Pomagati ljudem je naša primarna naloga, ne? Predvsem v intervencijah in seveda tudi v normalnem času. Potreba pitne vode je pa v naši občini itak že leta in leta velik, pereč problem, predvsem na takih hribovitih območjih, kot je ta. In so ljudje res odvisni samo od tega, ali prikapljamo ali noter z neke deževnice ali pa pripeljamo gasilci. No in povejte, tudi danes ste torej pripeljali vito vodo, 6000 kubikov ste rekli pač te vode, oziroma litrov te vode. Povejte nam, pomagate, to je vaša primarna naloga, ne? Zelo je pereč problem tukaj ta voda, ljudje praktično tega nimajo. Kako pogosto se potem vi primorani oziroma dobite te klice, da pripeljete nam vodo? Zelo različno. Sicer naspram lansko leto se je akutno povečalo vsaj enkrat cele količine. V občini, v Gasilski zvezi imamo 4 cisterne, avtocisterne in povemo tako, da smo vsak dan vsaj ena, se pravi 4 cisterne na delu. Je pa to odvisno predvsem, se pravi, da ta suša je malo pripomogla k temu. Vodovodno omrežje, katero se dela, je že tudi delno v teku, se pravi že v pogonu, ampak celo območje pa vprašanje, kdaj bo. Domačini, ko cisterna pripelje, takoj poprimejo za delo. Od gasilske cisterne pa do zajetja potegnejo cev in po minuti ali dveh že zaslišimo curek vode. Zajetje, iz katerega se napajajo 4 okoliške hiše, se počasi polni. Domačini pa dobesedno na kolenih pazijo, da voda ne steče drugam. Življenjsko pomeni, brez te vode ne mreš, ne pride skozi, potrebno, ne mreš, drugoga povedate, na mesec dvakrat tebej pripeljati, ne ide, ne gre. Koliko vode? 6000 litrov pripela, en tank, ena cisterna. In tako morajo v občini zagotavljati vodo za približno 2000 domačinov, kar je polovica prebivalcev občine. Župan je razočaran, da država ne najde denarja. Žal sem na tem razočaran. Razočaran na državo, ki ne najde denarja, da bi uredili vodovod tudi tukaj. V okviru Pomurskega vodovoda, ki je bil velik projekt, uspešen projekt, smo vodo pripeljali do polovice občine. Češ, da bomo v nadaljevanju, v drugi fazi potem razpeljali to vodo tudi do vseh ostalih hiš. Tako je vodo zdaj dobilo v prvi fazi polovico naših občanov, polovico je pa brez vode. In tule smo zdaj ravno na enem takšnem področju, namreč pri nas so zajetja plitva in ko ni deževja, iz vode ni. Na srečo imamo gasilce, 4 gasilna društva, ki to s pridom razvažajo. Do sedaj po seznamu so prevozili že 1100 kubikov, se pravi 1 100 000 litrov vode, tako da ljudje vsaj imajo pitno vodo. Vode pa je iz leta v leto manj, pričajo starejši domačini, zato je zanje deževnica dragocenost. Gospodinjstva jo zbirajo na vsakem vogalu. Bi bilo čas enkrat, da se tu na naš kraj, ta gor ob meji, in te vasi, ki so tako strošene hiše, da bi se tudi tu enkrat uredilo ta vodovod. Kak se spodobi, A državna ušesa so gluha za prošnje občine. Zdaj čakamo, da bi se država odloči. Če se ni znala v Bruslju dogovoriti, da bi še v naslednji finančni perspektivi bilo to financirano iz sredstev Evropske unije, naj najde denar v Sloveniji. 35 milijonov je približno vredna za druga faza, mislim, da bi to lahko našli. Od tega je približno 6-7 milijonov za nas samo občino, to je največji nosilec tega projekta smo mi. Če ne bo nič z projekta, bomo morali na nek način sami, ali po vzoru Petrovec, da se zadolžimo, ali nekaj drugega, ker to je nevzdržno. In če gledamo, kakšne so vremenske razmere,
vsako leto bo hujše. Zdaj, če vzamemo povprečno, da je 3,5 do 4 ljudi v gospodinstvu, je to 2000 ljudi. Polovico tudi občanov naše občine, tako da je tega kar precej. Saj ne smemo povedati, da so brez vode. Oni so si v preteklih letih, 40 let nazaj, sami zgradili te vodovode, ampak kot reče, nezadostne so, vode je premalo. Povejte nam še torej apel državi, ste nek poslali teh 35 milijonov, bi tukaj znali s pridom izkoristiti za ta vodovod. Pa vendarle, imate upanje, da se bo država v prihodnjih letih zganila? Seveda imam upanje. Lepo bi bilo, če bi to upanje tudi obrodilo sadove. Zdaj pritiskamo na državo, naj najde, nekaj denarja je že nekje našla, tako da upam, da bo v naslednjih 2 letih res rešili to največji problem Goriškega, ker Goriško brez vode ne more funkcionirati. Pa še mogoče za te domačine, kakšen apel, ki so se tukaj tako znašli in pač jim gasilci dovažajo vodo, sami so se sprijaznili nekako s tem, znajdejo se v stiski. Mogoče za njih, verjetno ste tudi nekako ponosni na njih, da si takole. Res je, ker zdržijo, ker razumete, kubik vode v mestu Murska Sobota ali pa drugje tudi v občini Rogašnica za tiste stane približno 50 centov. Tega pa plačajo po 5-6 evrov skupaj. Res je, da polovico tega plača občina, plača vodo celo in pa polovico prevoza subvencionira, ker glaven strošek pri dovozu vode je prevoz z gasilskimi avtomobili, ker brez zastonj voziti ne morejo. Medtem pa bodo gasilci naprej tisti, ki bodo domačinom vsakodnevno še vozili pitno vodo.